Eden od treh kraljev slovenskega repa, Zlatko, je 13 let po prvencu Svet je lep izdal novo zgoščenko z naslovom Julijan Mag. Avtor že z naslovnico namiguje, da mu je bil v navdih Ivan Cankar. Julijan Mag pa je eden od psevdonimov, ki jih je Cankar uporabljal v mladosti. Kot pravi Zlatko, ga je velikan slovenske besede v teh težkih časih motiviral, spodbudil in pomiril. Če nismo vedeli, koliko je vredno zdravje, nas je na to opozoril virus, pravi Zlatko. Plošča Julijan Mag si prizadeva za to, da gremo naprej. Pesmi so posvečene vztrajnosti, boju, bolezni, ljubezni in močnim čustvom, ki so del naših življenj. Če želimo ta čustva doživljati kot pozitivna, moramo za to trdo delati. Zagotovo eden izmed vrhuncev plošče, komad Delavske pravice, bo odslej dostopen tudi gluhim in naglušnim. Kako in v čem je s to priredbo Spletna TV reperja prehitela, izveste v intervjuju. Kdo te bo zaščitil, danes je taka moda, moderne sužnje doleti, kruta usoda, žal me ljudi, ne pravica mene zmede, bil sem deklica za vse, pa pozabil sem na sebe. Moje temeljno sporočilo, ki sem ga dal v javnost za pesem oziroma znotraj pesmi Delavske pravice, je to, da sem opisal svoje spomine, ker vsi tisti, ki me poznajo, vejo, da že delamo do 16. leta. Vejo tudi, da bom vedno kot artist oziroma kulturnik ali tekstopisac se trudil maksimalno, da bom družbi nastavil ogledalo, in zdaj, če se kdorkoli jezi na mene zaradi mojih tekstov, ne rabite se jeziti na mene, jaz sem samo, po domač povedan, opravljam podobno delo kot novinar, samo da je zraven mojih člankov oziroma zraven mojih javljanj je to nekako zapleteno skozi pesem v glasbo in je potem malo bolj domače in malo bolj prijetno za poslušati. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalce, ubirate privatnik, neplačane nadure, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Problem, katerega jaz sam kot artist vidim v Sloveniji pri delavskih pravicah, da so zakoni napisani, ampak da se jih mnogi ne držijo in da mnogi plavajo med njimi. Se pravi, vsi delavci imajo svoje pravice samo na listu papirja. Če jih pa želijo upoštevati, je pa ona varianta, ti bi zdaj spreminjal določene stvari tukaj v firmi, lahko ostaneš brez službe. Ljudje, kateri imajo kredite ali male otroke, živijo v najemu, si tega ne morejo privoščiti. In zaradi tega je dobro, da obstajajo neodvisni novinarji, neodvisni artisti, neodvisni kulturniki, odvetniki, umetniki, zdravniki, kateri lahko govorijo v imenu vseh tistih ljudi, ki si sami ne upajo zaradi posledic. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalce, ubirate privatnik, neplačane nadure, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Pozabimo dostkrat, da delavci tisti, kateri je resnična vrednota v teh časih. Vsi delavci, ne govorim zdaj samo o medicinskih sestrah, takrat jih potrebujemo. Ne bom hvalil gasilcev, sem tam samo takrat, ko mi gori hiša, ne. Ampak celoten koncept družbe temelji na temu, da vsak je enakovreden in enako pripomore k družbi, da smo takšni, kakršni smo. In zdaj dvolično je pa od nas, da hvalimo delavce samo takrat, ker smo mi odvisni od njih. Ne bi si mogli zgraditi velikih hiš, če ne bi bilo zidarjev, vodovodarjev, električarjev.
Pa nej, čim prej, srečate se z grobom. Vsi, ki niste plačali delavcem delovno dobo, imeli zvestobo do podjetja, niste imeli poletja, ne časa za družino, ko so ubijali se od dela, skrivali bolečino, niso hodili na bolniško. Vprašal mamo sem zakaj, ker plačo dobi nizko. Prosim in nagovarjam pa vedno svoje poslušalce, da ne pomeni, da če je nam dober, da je dober tudi ostalim. Po statističnih podatkih se da razbrati, da cirka 240 oziroma 245 tisoč ljudi v Sloveniji živi pod pragom revščine, kar se mi zdi pač korektno, da če smo se odcepili, da postanemo druga Švica, si tega ne smemo dovoliti. Ta komad je za ljudi, ki jih ne slišiš jamrat, heroji borbe časa za otroke morajo garbat. Ne bom govoril dvakrat ljudem, ki se borijo, jezik je zavezan, oči njih spregovorijo. Vzeli so nam pravice, ubili dostojanstvo, rabimo pošten folk, ne pa veze in poznanstvo. Kako sem lahko ustvarjalen v časih koronavirusa, maksimalno dobro, še več kot dobro, junaško, odgovorno, stabilno, pokončno. Se mi zdijo to ključni trenutki, da vidimo, kdo je upornik v realnem življenju, kdo je mislec, odgovorna oseba, razumna oseba v realnem življenju. Naj živi 1. maj, vi ste upanje in zakon. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalca, ubirate privatnik, neplačene nadure, dela se ob malci, delaš da zaslužiš, ne pozna se ti pri plači. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalca, ubirate privatnik. Hvaležen sem, ker bo pesem Delavske pravice prilagojena za gluhe in naglušne. Hvala, ker ste me prehiteli. Samo idejo sem razvil že 3 leta nazaj, 4 leta nazaj sem razmišljal že v tej smeri, ampak na srečo ste me prehiteli. Verjamem, da ni to zadnja pesem, ki bo na nek način dostavljena vsem gluhim oziroma naglušnim osebam, da bodo lahko tudi na nek način mene poznali po mojih tekstih in ne samo po mojem zunanjem videzu, ki je totalno nepomemben, kar se tiče moje ustvarjalnosti. Hvala lepa za povabilo, držite glave gor, svet je lep. Svet je lep.